Šentjurij kapelica je trenutno predstavljen ta projekt Neskončna vmesnost. To je projekt, kjer sem hotela v bistvu nakazati prostor nekak neskončnosti ali pa neke zgledujoč se na kvantno fiziko in tudi že kvantno biologijo, neko realnost, ki nam omogoča nekako iti ven izven modelov, izven nekih določenih shem proti neskončnosti. Nekako odpreti neko vmesno polje, kjer je v bistvu možna nekako sklopitev, kot je tukaj mišljeno, mesta življenja pa smrti, recimo nekako, kjer bi nekako dvojnost tega fenomena recimo skolapsirala, ne. To bi lahko opisali kot dvojnost recimo analogno-digitalno, potem delec val, recimo, ali pa potem tudi rakavo pa nerakavo, ne. Ali pa pač svetloba pa zvoka, ne. In v tem vmesnem polju bi pač lahko vstopal gledalec in tudi vstopa in na ta način v bistvu preko spremembe frekvence zvoka vpliva na same celice, tako moje kot rakave, in na ta način v bistvu preko povratnega vpliva nazaj ima možnost spreminjanja te realnosti, ne. Mene je zanimalo to mesto, ki pade ven izven vseh shem. Kako priti do tega mesta je pač čist konceptualno sem vzela model že postavljene v bistvu raziskave in jo nekako te raziskave, ki se izvaja v okviru institucije in se pač meri taki 67 indeks, ki pač pove stopnjo agresivnosti rakave limfomske kulture, ne. In bolj kot je kultura agresivna ali pa večje število celic je pozitivnih na ta proliferacijski, se pravi rastni marker, ki nam kaže, kako hitro se celice delijo, ne. In v bistvu tukaj so pač celice kodirane tako, da se pač za vsakega pacienta, ker to so bili pač vzorci pacientov, vzame pač določen interval, ki ga recimo z laserjem, ker laser je tukaj predstavljen kot tisti označevalec prvič linearne logike, kot gre od nič proti neskončnosti, in kot logike rakave celice, ne, ki se pač deli preko vseh meja, ne. In to bi recimo lahko opisali kot nekako z linearno funkcijo, kjer pač spremljaš eno spremenljivko, drugo pa pustiš nespremenjeno, da vidiš pač, kako se v bistvu gre do konca merljivosti, a ne. Pol mene je pa zanimalo mesto ali pa recimo tisti del, ki ga v znanosti ne moremo izmeriti, a ne. Se pravi, ki gre od modela proti neskončnosti, a ne. Nekako je po eni strani tako majhen, da ga zanemarimo, po drugi strani je pa neskončno velik, a ne. In prek tega mesta bi pač, ko gre v bistvu tudi laser čez zid, a ne, bi pač lahko vstopal gledalec na neki konceptualni ravni v to polje, a ne. Zdaj, kako prevajati že določen sistem nekako Newtonovega sveta v kvantni, kjer delamo ravno obratno, a ne. Jaz sem se pač zgledovala v problemu meritve. Recimo pri poskusu dveh rež so ugotovili, da če mi atom opazujemo, se vede kot delec, če ga pa ne opazujemo, se vede pa kot val, a ne, oziroma se vede kot oboje hkrati, a ne. In zdaj, če bi iskali paralele, pač v nekem newtonovskem svetu imamo pač funkcijo, ki opiše podatke na način, da imamo neko srednjo vrednost in pač okrog varianco, ki nam opiše razpršenost podatkov okrog te srednje vrednosti. Če prevedemo to kvantno, imamo pač tudi neko srednjo vrednost. Ta napaka meritve je pa opisana kot verjetnostna funkcija, ki je opisana s Schrödingerjevo valovno enačbo, ne. Se pravi, ni natančno določeno, kjer se ta delec giblje, dokler ne pogledamo. In ko pogledamo, se pač tiste možnosti, kjer bi se delec lahko nahajal, nekako na nek način izbrišemo in na ta način določimo sistema, ne. Jaz sem hotela pa priklicati to dvojnost spet nazaj in v bistvu odpreti sistem, da lahko pač spet vstopimo nazaj v neko mesto kreacije, ne. Na
eni strani je inkubator z rakavimi celicami, kjer pač je kultura v inkubatorju, kjer ima pogoje, da so pač možna vzgajanje celice, prav 5% CO2 atmosfera, pa pač zadosti velika vlažnost in temperatura 37 stopinj. Na drugi strani so pa pač moje celice, ki so bile pač izolirane po postopku, tako da so se B pa T limfociti ločili. Pa bile so pač ta vzorec razdeljen na 4 provedke in analiziran z markerji za pač različne te limfomska protitelesa, ki ti pač povejo, kakšne populacije imaš ti vzorcev, ne. In pač te moje celice so bile pa prevedene v svetlobni signal, ki ti pa prikaže cel spekter populacije, ne, neko diverziteto življenja. In te pač, v bistvu moje populacije so bile na osnovi fluorokromov, s katerimi so bile označene in pač procentualnost je bila prevedena v časovni signal in iz tega je bil pač narejen projekcijski video, ki se projicira na njih same. In ravno tako je bil na podoben način preveden, v bistvu vsi te numerični podatki so bili prevedeni v zvok, ne. In v vmesnem polju se pač srečata zvok pa svetloba na način, da sta odprta za v bistvu opazovanje in vzpostavljanje stika z gledalcem, ne. Zdaj nekako ne namigujem, da je ta možnost spreminjanja sistema zelo verjetna, ampak je v bistvu ni enaka nič, ne. Nekako se domneva, da v bistvu se lahko zgodi v 5% recimo drugačen izid, kot ga pač nekako statistika prikazuje, ne. Ali pa mogoče, kot je tudi avtor Črnega laboda predvideval, ne, vpliv dogodkov, ki so malo verjetni, ne, ampak hkrati lahko spremenijo cel sistem, ne. Recimo z eno anekdoto, ker pač purana vsak dan hranijo, ne, in dokler pač njega pred zahvalnim večerom ne ubijajo, on pač predpostavlja, da se bo vedno dogajalo na isti način, ne, dokler pač se ne zgodi nekaj drugače in pač spremeni cel potek dogodkov. Zdaj, mene pa zanima, kako bi to kvantno realnost dejansko prenesel na čisto biološko raven. Je pa res, da so pač ta stanja v celici zelo kratkotrajna. Najbolj so opazna, če se pač res temperatura zniža na -273 stopinj, pa pač v vakuumu, ne, takrat so najbolj obstojna, ampak domneva se, da pri encimskih reakcijah, pri recimo tudi sintezi DNK, pri recimo tudi ptičjih magnetorecepciji ali pa orientaciji v prostoru, ne, da se pač te kvantni fenomeni dejansko nekako pomenijo to razliko med življenjem pa smrtjo, ker nekako naredijo ta preskok ali pa to iskro, ne, da se pač zgodi med enim pa drugim, ne. Zdaj, mene je pač tudi zaradi načina poti, po katerem sem šla, me je zanimalo, kako bi v to znanstveno objektivnost tudi nekako vpeljal subjektivnost, ne, da pač v bistvu domnevajo, da ima nekaj pri tem pogledu ali pa pri tem sklopitvi te valovne funkcije, kjer pač se zgodi ta dekoherenca, to pomeni, da se pač stanje obeh možnih stanj hkrati, se pravi živega pa mrtvega, skolapsira na eno samo možno določeno stanje, ne. Kako bi v to v bistvu vpletel gledalca, da ni pač nek objekt, ki od zunaj samo opazuje, ampak dejansko so že ugotavljali, da pač pri tem problemu meritve mi nismo samo zunanji opazovalci, ampak dejansko sooblikujemo realnost, ne. Na ta način, kako pogledamo ali pa katera vprašanja naravi zastavljamo, ne. Zato recimo tudi pogled ni tukaj nekaj, ne bomo rekli nedolžnega, ampak v vmesnem polju ta pogled ni omogočen, ne. Tukaj si pač res vmes. Če se pa postaviš na eno ali pa na drugo stran instalacije, je pa v bistvu ta prosojnost možna in vidiš obe stanji hkrati, ne, se pravi rakave in na drugi strani celice mojega imunskega sistema, ne. Tudi sam imunski sistem na nek način deluje kot neka bariera, ki vsak dan vzpostavlja to mejo živega, ne, prepoznava tvoje in nekako
pač tuje odstranjuje, ne, se pravi rakave celice. In ta meja neskončnosti se vsak dan na novo vzpostavlja tudi v našem telesu. Ne. Zdaj zvok v sami instalaciji je namenjen temu, da nekako prek svetlobe pa zvoka dejansko odpreš prostor, kjer čas pa v bistvu prostor skolapsirata skupaj, no, na nek bolj poetičen način. Ne. Zdaj tukaj pri rakavih celicah se je vzel za osnovo zvoka, ne, od 0 do 1800 Hz, kjer ne bi bila vibracija rakavih celic, potem pa gledalec lahko preko potenciometra z rangom 1000 Hz vpliva na samo kulturo. Ne. Zdaj to niso frekvence, ki bi lahko dejansko uničevali, ampak gre pa za sovplivanje. Ne. Zvok pa laserski signal se tukaj poklopta v pogledu, kjer je pač 100% neki 67 indeks zvezdna laserska črta, kar je pa manj, se pa pač kaže kot umestnost, se pravi točkovno zaporedje. 100% je pa določena s tem, koliko mi s pogledom zaznamo kot nek interval, ne, z recimo, pač ta časovnost je bila vzeta, da smo dobili nekako to zvezdnost. Ne. Na drugi strani je pa pač vzeta frekvenca zdravih celic in pač frekvenca teh barvnih spektrov, ki smo jih mi dobili, in so pač te v bistvu nekako prevedeni v zvok. Zvok pa potem preko teremina in 4 potenciometrov, ko zazna gledalca, se preklopi na v bistvu teremin in potem lahko gledalec spet svojo interakcijo vpliva na celice mojega imunskega sistema. Pri Mojci gre za situacijo, kjer je v eni osebi združena znanstvenica in umetnica. Ne, ona je diplomirala biologijo in diplomirala je tudi umetnost, celo magistrirala. In ona v tem projektu na zelo legitimen način prikriva ti dve področji. Kot biologinja dela na Onkološkem inštitutu in dnevno opravlja analize kancerogenosti kulture. Tako da je ona zares pravi človek za razlago vseh teh postopkov. Po drugi strani pa kot umetnico zanimajo te nove umetniške prakse, ki za svoj izraz uporabljajo ta visoka tehnološka orodja. Se pravi, v svojem delu uporablja visoko tehnologijo in v svoji umetnosti tudi. In to na en tak zelo poseben način poskuša spet v svojem projektu. Projekt je pripravljala prejšnje leto v inkubatorju v naši rampi, kjer je nekako izbrala te prvine, s katerimi je namerava postaviti inštalacijo. In potem je potrebovala približno še pol leta za to, da je v tej inštalaciji ustvarila neko situacijo med nekega umestnega prostora, kjer se pravzaprav in bolano in zdravo tkivo v kulturi združita v obiskovalcev. Zdaj seveda to ni tako neposredno in enoznačno, so pa tukaj na delu vsi elementi, vse prvine, ki naj bi omogočile to zaznavo. Zdaj, te zaznave so seveda zelo subjektivne, ne, odvisne od vsakega posameznika, ampak za umetniško delo je seveda to zelo natančno postavljeno vprašanje, na katerega odgovora ni, ga pa lahko na nek način čutno, zaznavno ozavestimo. Imamo na voljo, se pravi, neko vizualno informacijo in neko zvočno informacijo, ki jo lahko še spreminjamo, se pravi, moduliramo in potem takem nas umetnica na nek način prisili, da sodelujemo v vseh teh elementih, ki jih lahko zaznavamo, in potem nekako zaumno poskušamo dojeti, kje je zdaj ta
vmesnost, kjer bi lahko vzniknila odločitev, ali gre za bolano ali gre za zdravo. Ne? Če se vrnem na začetek in izhodično vprašanje, je njena teza, da ona kot opazovalec oziroma nekdo, ki je udeležen v samem procesu bolezni, lahko odloči, ali se bo bolezen razvila ali se ne bo.